En prisrčen pozdrav. Tale teden, ki prihaja, je teden, ko se tiska moja 7. knjiga. Novembra 1999 sem izdal svojo prvo knjigo Ideološke paradigme v športu, ko poseže vmes država. Evo, zdaj novembra 2025, tako rekoč v 25 letih, bo išla moja 7. knjiga, uradna tiskana knjiga. Ne bom prisoten na knjižnem sejmu, zato ker nazadnje sem bil s svojo knjigo Prvi spol, knjigo o ženskah, ženske ste prvi spol, antifeministično knjigo, pač bom promoviral preko svojih kanalov, ne na knjižnem sejmu, ker verjetno spet ne bi bil sprejet, spet bi delali neke pizdarje, te ekscesni levi anarhisti, Domen Savič, 8. marec, Nika Kovač. Namreč knjiga je zelo seksualna, najbolj seksualna knjiga. Vse moje knjige se dotikajo psihoanalize in seveda seksualnosti posredno, ampak ta knjiga bo pa seksualna na en laičen način. Založnik me je prosil, če ne bi preveč težil to svojo kvantno psihoanalizo. Psihoanaliza je veda o ženski želji, tako rekoč. Freud je želel vedeti, kako ženska uživa, in ugotovil je, da uživa zaradi želje, njena želja je pa nezavedna. Ženska si sploh ne predstavlja, kaj vse si njeno nezavedno želi. Epicenter ženske želje je seveda organ, ki njej na telesu manjka. Zrtene klobase mora potem ženska celega prasca vzeti. Rečem na odru svoje, legendarne predstave Razočarana gospodinja pri seksologu. Ta knjiga je pa knjiga mojih kliničnih primerov. Razočarane gospodinje pri seksologu, pri meni. Se pravi, klinični primeri. Zadnjih 20 let, ko terapiram, sem si nabral toliko primerov, 1500. Zbral sem pa nekaj najbolj pikantnih in takih, kjer so meni ženske pustile to objaviti. Primeri so skrajno zakodirani, nekateri od teh, ki nastopajo v teh mojih kliničnih primerih, gre pa za čez 20 kliničnih primerov, nekateri so že mrtvi. Tako dolgo sem jaz zbiral te zanimive primere, oziroma nisem jih zbiral, to imam zabeležene. Potem se je pa našel založnik, ki je opazil moje podcaste, moje znanje in mi omogočil, da sem jaz to knjigo napisal. In zdaj je knjiga napisana, skrajšana za 100 strani, od mojih predvidenih 400 strani jih je tam blizu 300. Na posebno pobudo, torej založnika, sem šel 2-krat po en teden na morje in po 10-12 ur na dan pisal te primere. Izluščil sem jih iz teh mojih 15 takih zvezkov, A4 format. In zdaj imamo mi to knjigo, oziroma se tiska, in tisti, ki bi želeli z mano narediti kak udaren pogovor o tej knjigi, pač boste mogli knjigo malo prebrati, da boste sploh znali vprašati. Ampak zdaj bom delal izjemo, ker v moji pogodbi z založnikom piše, da se moram odzvati na vse intervjuje, tudi s takšnimi sogovorniki, s katerimi sem že delal intervjuje. Recimo jaz sem zaklel, da s Klemnom Selakovičem ne grem nikoli več se pogovarjati. Rekli so mi, da baje me je nazadnje v enem intervjuju celo omenjal, jaz nisem šel to gledati. Zdaj po pogodbi piše, da bi tudi moral s Klemnom Selakovičem iti. In zdaj, če bo slučajno hotel, upam, da ne bo, pač bo moral tudi še na ponovni intervju. Potem je tukaj Tomaž Gorec, ki ima neke neporavnane račune z menoj. Njemu bom knjigo podaril, ker njegovo knjigo sem jaz fejst popljuval. In zdaj
David Milosavljević je rekel, če bi se s Tomažem Gorcem pri njemu dobil, David Snemalec. Ne, David, jaz se lahko še enkrat tam v Kranju prikažem in imamo kakšen ne 4 ure pa pol dolgi pogovor, koliko sva imela. In tudi z Davidom lahko še enkrat predelam vse te klinične primere oziroma predelam knjigo in moj pristop pri pisanju te knjige. Zdaj, tisti, ki so me doslej žalili, s tistimi bom pa kršil tam neke člene te pogodbe, ampak v osnovi, kdor bi si želel z menoj pogovarjati na temo te knjige, promocijo te knjige, v upanju založnika, da jaz to prodam bolj, oziroma da on to proda, ker določen honorar bom jaz dobil, malce je vezan na prodajo knjig, ampak, glejte, nismo šli na knjižni sejem, ker je tam ogromno treba plačati, kotizacija, pa še tam bi bil šikaniran, spet bi bil na nekem stranskem tiru, spet bi me, po domač povedali, jebali v glavo in sem rekel, nič, bomo mi raj po drugih kanalih promovirali to knjigo. Ne vem, knjiga se bo dala kupiti na posebnem portalu, Razočarane gospodinje, nekaj takega. Cena knjige, mislim, da je tam 35 €, tam nekje, ker je lično narejena. Zdaj, če bi jaz sam spakiral neko knjižno formo, bi bila tanjše platnice, manjši fonti, stisnjeno vse, ne bi bilo vmesnih strani, praznih, tako pa so. Jaz sem to dobil malo pregled in nisem se spuščal. Naslovnica bo moja fotka. Na hrbtni strani sem zbral njih 30 pozitivnih mnenj o meni, tistih, ki ste bili pri meni, in zdaj tam 4-5 nekih mnenj pa je na hrbtni strani, kjer so tudi zelo glasni štikli. Štikli, ki asociirajo na Urško Klakočar Zupančič, ki jo seveda tudi delno omenjam v tej knjigi, ampak dajte brati vi njen Gret in greh, pa moje klinične primere. In boste videli, da je to ko noč pa dan. Meni so naročili, da moja knjiga ne sme biti pretežka, ne sme biti kvantna psihoanaliza. In sem jo prilagodil laični publiki. Tako da je to berljivo, primerno je za božično novoletno darilo, za kakšen rojstni dan, tudi potem mogoče za Valentinovo, ne vem, za 8. marec, kakorkoli že. Knjiga je v prvi izdaji samo v 500 izvodih. Zdaj, tisti, ki me poznajo, pravijo, pa ti boš 5000 izvodov prodal. Ne vem, če bom. Kupna moč je malo majhna, 35 € pa ni toliko malo. Skratka, tukaj sem vam zdaj dal prvo informacijo, da ta teden izide oziroma iz tiskarne pride ven ta moja 7. knjiga, knjiga kliničnih primerov, zelo pikantna, zelo poučna, začinjena z nekaj teorije, ampak vendarle berljiva, tako da še kmet razume, oziroma jaz ne podcenjujem kmetov, ampak za laike je to berljivo. Je pa lektorca prva, ki se je spustila v ta tekst, hotla vse to moje kurčenje, pa kurc, pa lizanje, pa fafanje, hotla vse to lektorirati. Kako boš pa kurčenje lektorirala? Tako da sem lektorco zamenil. To sem dosegel pri založniku. Moram reči, da je bil izjemno toleranten do mene, do mojih želja. Tako da, glejte, še enkrat sem rekel, teh 10 minut nekega uvodnega tega promocijskega gradiva sem dal od sebe. Spremljite ta moj kanal in vsi linki, kjer se da knjiga kupiti, kjer bom imel promocije, videe, in tudi povabila v knjižnice sprejemam, če bojo knjižnice sploh upale ali pa pustile, glede na to, da šefi na lokalni ravni so nekih v zavodih neki levičari. Vprašanje, kako bojo to knjižnice to odkupile. Če bodo, boste dobili lahko knjigo v knjižnici lokalni, ampak sicer vam pa priporočam, ker to boste šli večkrat brati, ker to
Mestoma, če hočeš te določene ženske, večinoma je žensk, ne, njihov sex life je opisan, njihove spolne anomalije, težave so opisane. Če hočete to razumeti, to njihovo anomalijo, morate knjigo večkrat prebrati. Zato svetujem, da jo imate tudi spoštovanja do mene. Če me cenite, boste to knjigo kupili, ker na ta način v bistvu tudi meni pomagate, ne samo v nekem finančnem smislu, ampak v tem moralnem smislu. Jaz sem puško vrgel v koruzo. Jaz 2 druge knjige imam že napisane. Knjige mojih kolumn od 2007 do 2014, ki si jih imel na RTV-ju. Te kolumne imam že knjigo napisano, sam nisem najdel založnik, ki bi to izdal. Tisto, kar si jaz res želim, je kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. To knjigo bi jaz rad izdal, ta pa je kvantna. Tale Razočarane gospodinje pri seksologu, to je pa laična knjiga, ne? Prav poučna, prijetna, lahkotno večerno branje, pa še dobra kot darilo. Skratka, tole sem vam povedal, evo, 11 minut. Upam, da ste to kaj kupili pa brali. Čau.